Tole, dober večer še z moje strani. Lepo pozdravljena, cenjena publika, spoštovani gostje, ki ste se odzvali našemu vabilu. Moje ime je magister Saša Perger, sem profesor slovenščine in angleščine na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in danes se bom s svojimi gosti pogovarjal o raziskovanju, o raziskovalcih, o znanosti in o pomenu znanosti v našem vsakdanjem življenju. Pogovor bo trajal kakšno urico in pol. Moramo pozoriti na eno dejstvo, torej vmes bodo morali naši dijaki zapustiti tole dvorano, ker imajo prevoze. To se ne bo zgodilo zato, ker bi bili mi tako dolgočasni ali nezanimivi. Tako da vas bom potem opozoril, ko bo čas, da greste na avtobuse. Pogovor tudi snemamo za potrebe projekta. In, dragi gostje, danes ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. Zanima me vaše mnenje, zanimajo me vaše izkušnje. Bom pa poskušal naš pogovor nekoliko usmerjati z vprašanji, z iztočnicami, tako da vam bo nekoliko lažje. Torej, samo da na kratko predstavim goste, ki sedijo tukaj z mano. Bolj podrobno se bodo predstavili v nadaljevanju sami, torej imamo predstavnike več različnih področij, torej predstavniki znanosti in raziskovanja, ki so danes z nami, so dr. Tadej Pirc, potem dr. Borut Klabjan in doktorica Marija Meznarič, pa z nami je tudi gospa Mateja Godec, tako. In predstavnica lokalne skupnosti, ki je danes z nami, je doktorica Tatjana Fuldar. Potem je z nami predstavnik vzgoje in izobraževanja, gospod Zvonko Kustec, in predstavnik gospodarstva, gospod Samo Fijavš. Tako mislim, da sem predstavil vse. In gremo kar na začetek. Zdaj mi je malce nerodno, ker sem v stiski pozabil na priimek svoje kolegice. Torej, prosim vas, da na začetku vsak od vas pove, s čim se ukvarja, predstavi svoj poklic, svoje delo in področje, ki je nekako povezano z raziskovanjem. Ne vem, bomo začeli mogoče pri kolegici Meznaričevi. Izvolite. Ja, na šoli poučujem seveda biologijo, se pravi, prihajam z naravoslovnega področja. Zdaj moje morda malo močnejše področje je botanika, drugače se ga predvsem vidim v okviru vzgoje in izobraževanja in seveda tudi raziskovalnega dela. Izvolite, lahko po vrsti. Po vrsti, v redu. Moje ime je Borut Klabjan. Jaz sem raziskovalec, ukvarjam z zgodovino. Poučujem na fakultetah raznih, od Slovenije do Italije naokoli. V glavnem zdaj preučujem projekt na Evropski univerzi v Firencah. Hkrati sem raziskovalec na znanstveno-raziskovnem središču v Kopru. Nekaj bom poučeval tudi na fakulteti, filozofski fakulteti v Ljubljani, tako da malo levo, malo desno skačem po svetu. Tako bilo že v času študija, diplomiral sem v Trstu, doktoriral v Ljubljani, študiral še v Berlinu, Chicagu in Benetkah in tako naprej in tako naprej. Skratka, ukvarjam se z raziskovanjem zgodovine, sodobne zgodovine, evropske, ampak ne samo svetovne zgodovine in kaj bolj podrobno, mogoče kasneje, zdaj zaenkrat za uvod pa toliko. Hvala. Ja, Tadej Pirc je moje ime. Moje področje je filozofija, specifično bolj metafizika in ontologija, torej vprašanja o tem, kaj je in kaj je resnično, bistveno pa kakšna je vez med tem, kaj je in kaj je resnično. Trenutno sem gostujoči raziskovalec na Slovaški akademiji znanosti v Bratislavi, hkrati pa sem razpet tudi malo med Bratislavo in tem domačim okoljem, kjer sem pred kratkim začel sodelovanje z razvojnim centrom Murska Sobota, ki je regionalna razvojna agencija za Pomurje. Tako da skušam neke raziskovalne tehnike ali pa celo metode vnesti v strateško načrtovanje razvoja regije.
Hvala. Zvonko Kustec. Nisem si mislil, da sem vam mogel na moji gimnaziji predstavljati, ampak je prav tako, ne. Jaz bom takole rekel, od tistih prvih letih, ko sem v raziskovanju, dejanskem raziskovanju prišel do robotike, ne, me je pot, oziroma ta zgodovina nekih dogodkov takrat prinesla nazaj v Ljutomer in sem pristal tukaj, ne, kjer sem še zdaj tu. Zdaj seveda, v tem obdobju, odkar nisem več učitelj, ko sem pa bil učitelj, pa je pravzaprav to delo računalničarja ali informatika, kako smo pozneje rekli, pomenilo samo raziskovanje, samo učenje na novo. Sedaj pa, ko sem ravnatelj, pa predvsem so moje moči usmerjene v pogoje vašega dela. Najlepša hvala. Ja. Pa naprej. Dober večer, moje ime je Tatjana Fulder in lep pozdrav seveda tudi v imenu občine Ljutomer. Moram reči, da smo mi kot občina zelo ponosni na vašo gimnazijo, na vas, ki tukaj ste dijaki in to obiskujete. To res moram poudariti in hvala lepa še, pa seveda še veliko dobrega dela vnaprej. Drugače pa, kar se pa znanstveno-raziskovalnega dela tiče, zdaj sem sicer direktorica občinske uprave, kar zdaj z znanostjo, bom rekla, v tej moji osnovni bazičnem znanju nima kaj veliko veze. Drugače sem po osnovni izobrazbi diplomirani inženir strojništva, magistrirala in tudi doktorirala sem na fakulteti za strojništvo v Mariboru, kjer sem tudi delala in raziskovala 7 let. Takrat pa nekako me je pač nekaj vleklo, bom rekla, ven iz raziskovalnih voda in sem se zaposlila v razvojni agenciji in zdaj na koncu pristala na občini. Tako da zdaj verjetno sem najbolj skrenila, bom rekla, z tiste poti, kar se tiče neke osnovne izobrazbe, ampak dejansko pa lahko povem, da ima ravno ta raziskovalna žilica, ta želja po znanju, dala ravno to, da lahko, bom rekla, da imam tudi pester poklicno pot in mislim, da je to zelo pomembno. Hvala lepa. Kolegica Gočeva. Mene poznate verjetno vsi, torej Mateja Godec, učiteljica kemije na tej šoli. V tej družbi sem se znašla verjetno zato, ker veliko svojega dela posvečam tudi raziskovalnim nalogom oziroma mentorstvu pri raziskovalnih nalogah. Danes zjutraj, ko sem malo gledala, kaj vse bom morala povedati, sem šla gledati nazaj, koliko teh nalog je že bilo. Prvo mentorstvo sem bila še na drugi šoli, mislim, da leta 97. Tista dijakinja takratna je danes že doktorica medicinskih znanosti, na kar sem izjemno ponosna in mislim, da tu je vrednost tega, da v dijaških letih raziskujete, da s tem dobite neke prve izkušnje, ki vam potem v nadaljnjem raziskovanju pomenijo, mislim, da neko odskočno desko za naprej. In zadnja leta se trudim zelo tudi to, da naše raziskovalne naloge pridejo v javnost, da ne ostane to nekje v predalu in pač v tej vlogi se pogosto znajdem. Najlepša hvala. Pa še gospod Fijavš. Moje ime je Samo Fijavš, sem predstavnik gospodarstva, mogoče neka vse jaz konkretno manjša protiutež vsem ostalim. Jaz sem sicer inženir strojništva, študiral na Univerzi v Mariboru strojništvo, GING smer strojništvo, se pravi strojništvo in ekonomija. Kot direktor podjetja MFCT se sicer bolj ukvarjam s financami kot z znanostjo, istočasno bom rekel pa so to znanost zaposlenih oziroma znanstvenikov okrog probam vključiti v našo podjetje. Najlepša hvala. Tako, upam, da se strinjate z mano, da so naši gostje nocoj zanimivi in vsekakor relevantno povezani z našo temo pogovora, torej raziskovanjem in znanostjo. Zdaj pa torej še k enemu, recimo temu uvodnemu vprašanju, torej kaj osebno vam pomenita znanost in raziskovanje in kako ju dojemate, občutite, razumete. Pa bi mogoče zdaj začeli na drugem koncu. Nadaljujem, hvala. Tako? Meni osebno je mogoče znanost
neka bližnica do cilja. Pomeni, če znamo podatke, če imamo dostop do nekih podatkov, jaz nisem raziskovalec, rabim dostop do nekih podatkov in če te podatke znam dobro obdelati, pridem do nekega cilja dosti hitreje, kot pa če jih moram recimo raziskovati sam. Tako da na tem mestu meni znanost dosti pomeni v smislu tega, da mi vlajša delo. Kot torej uporabna zadeva. Tako. Ja, kolegica? Ja, znanost, kemija je znanost. Vsekakor. Veda, vsekakor zelo pomembna, srečujemo na vsakdanjem življenju. Raziskovanje pa mislim, da sem že prej povedala. Zdaj, jaz se tu vidim v dijaškem raziskovanju, ki mislim, da je skočna deska. Ja, verjetno dijaško raziskovanje vedno pomeni tudi vaše raziskovanje, tako da. Ja, seveda, tudi to vzame sicer veliko časa, veliko dela, ampak nekako reči, da mi je kar veselje. Najlepša hvala. Doktorica Fulderjeva. Meni je znanost sigurno izziv, zaradi tega, ker moram osebno priznati, da me je oblikovalo tudi kot osebnost, ker sem že v osnovi kot človek zelo vedoželjna in sem se zelo rada učila, pa ne zato, da bi imela dobre ocene, ampak enostavno me je zmeraj vleklo in rada sem se v bistvu učila vse, kar mi je prišlo pod roke, tako da v bistvu vsako potem, bom rekla, poglobljeno raziskovanje mi je predstavljalo pa velik izziv, še posebej pač potem, ko sem se z gimnazije tudi odločila za tehniko. Takrat v mojih časih pa še niso vseeno toliko stara, recimo je bilo nas 10 deklet med 500 fanti, tako da je bila tehnika še zmeraj neki pojem moškega poklica. In moram reči, da je bilo tudi zaradi tega je bilo malo težje, moram to osebno priznati, ampak takrat, ko si vztrajen, ko vidiš tem izzive, potem sploh ni problema, tako da osebno meni je daleč največji izziv. Najlepša hvala. Ja, mislim, da so dame kar dobro zastopane, nocoj tukaj med nami, ne? Tako, gospod Kustec. Ja, jaz moram reči, da me za mene znanost raziskovanje pomeni samo napredek in napredek. Najlepša hvala. Kratko je Renato. Sama je rekel, da mu znanost pomeni bližnico do cilja, meni pomeni čisto obratno. Raziskovanje odpira nove razcepe in nove odgovore, mislim, vprašanja postavlja, nikakor sploh ne daje nobenih odgovorov, tako da ni ravno mi v neko udobje, ampak v izziv, ja. Ja, izziv in vsakdanji kruh, konec koncev. Pač kot raziskovalci si s tem služimo. Ni samo to, vsakdanje delo, je tudi, vsaj meni, pomeni veliko svobodo. To, da lahko pač odpira misli v tem smislu in s tem ne daje, mogoče več odpira vprašanja, kot je povedal kolega še prej, kot pa ponuja odgovore, ampak v tem tudi v ponujanju vprašanj je seveda bistvo raziskovalnega dela. Tako da meni se zdi ta svoboda odprtih misli, seveda je pač odvisno od potem mogoče posameznega raziskovanja, tudi stroke, mogoče tukaj bilo treba odpreti oklepaj, ampak vseeno se mi zdi, da to je neka podlaga za znanstveno delo. Najlepša hvala. Še kolegica Meznaričeva. Ja, znanost, raziskovanje je povezano z znanjem. In znanje je definitivno vrednota, ki jo enostavno z leti cenimo vedno bolj, kar pomeni, da konec koncev v znanosti potem bazično znanost, teorijo prenesemo v uporabno vrednost, se pravi v aplikativne namene, in na koncu je lahko potem kvaliteta življenja v takem primeru lahko bistveno lepša, boljša in zadovoljstvo na celi črti popolnejše. Najlepša hvala. Tako, v bistvu je gospa Meznaričeva že odprla naslednje vprašanje, torej naslednje vprašanje, ki se ga bomo dotaknili, je raziskovanje in pomen za ljudi, za vsakdanje življenje, tudi raziskovalna dejavnost kot pomemben dejavnik. Ali vidite znanost kot pomemben dejavnik za razvoj lokalne skupnosti, za razvoj gospodarstva, oziroma kako pomembno je raziskovanje in kako pomembna je znanost po vašem mnenju? Pa mogoče zdaj začnemo pri vas, gospod Kustec.
Ja, kot sem prej rekel, jaz, odkar sem ravnatelj, niti približno nič ne raziskujem, ni to neka moja dejavnost. In sem končal z mislijo, da pravzaprav na tem položaju delam zato, da lahko dijaki pridejo do nekih svojih nagnjen in jih tukaj v nekem raziskovalnem delu tudi izživijo. Ker namreč zagovarjam še vedno tezo, raziskovanje, znanost pomeni napredek. Torej, ker vemo, da na mladi svet stoji, tudi verjamem v vas, da boste enkrat prišli do najvišjih stopničk, ker boste delali epohalne raziskave oziroma prišli do nekih zaključkov, ki bodo ta svet zopet naredili naprednejši, boljši. In tukaj vidim jaz nekako pomen mojega dela. Najlepša hvala. Gospod Pirt? Mogoče bi se kar tu navezal zraven, oziroma strinjal z vami, ker iz neke historične perspektive je jasno, da znanstveno delo prinaša nek razvoj, če tudi ima na posameznih točkah negativne posledice, neposredne. Jasno pa je, da nobeno temeljno znanstveno delo ne prinaša neposrednih učinkov, neposredno pozitivnih učinkov za nek, ste premenili, lokalni razvoj, ali pa da bi ga ljudje občutili takoj na svoji koži kot nekaj pozitivnega, ampak gre za dolgotrajne procese, običajno gre za velike mozaike, v katere vlagamo vsi svoj prispevek, nekateri bolj pomembnega, nekateri manj, ampak včasih se zdi, da še brez neke najmanjše iniciative ali pa nekega najmanjšega dognanja ne bi cela slika zgleda nič kaj boljše, kot če je sploh ne bi bilo. Tako da, recimo iz neke celo suprahistorične perspektive, kjer se zdi, da ni možno razbrati nič drugega od nekega golega životarjenja človeka, je jasno, da ima znanost pozitiven učinek, vsaj od takrat naprej, ko je to bilo omogočeno. Hvala lepa. Jaz bi mogoče k temu dodal še z druge perspektive, odvisno lahko ima, nedvomno, mislim, če konkretno odgovorim, bodi se za lokalno skupnost, bodi se za gospodarstvo, za marsikaj drugega, je pa odvisno od družbe, koliko lahko tega koristi. Mislim, lahko je, lahko pa tudi ni. Predvsem v kratkoročnem obdobju. Mislim, zdaj gre za širše in daljše historične procese, ampak če se omejimo po mojem na neko konkretno kratkoročno obdobje, to ima lahko prav gotovo nek kratkoročni efekt na bodisi lokalne skupnosti do neke makrogospodarske trende. Ni naključje, da najbolj uspešne države, ekonomsko najbolj uspešne, so tiste, ki največ vlagajo v znanost. Mislim, to ni naključje. Torej, povezava je. Prav gotovo. Tako da, ampak je seveda potrebno to znati izkoristiti. Mislim, to ni avtomatična povezava. Torej, kot je prej omenil gospod Fijavš, treba je informacije znati tudi dobro obdelati oziroma dobro uporabiti. Dobro in potrebna je volja, da se to pač uporabi. Ne gre samo od sebe. Ja, hvala. Doktorica Mesnaričeva. No, jaz sem praviloma vedno bolj praktik in v znanosti absolutno vidim uporabno vrednost. Že čisto enostavno v čisto navadnih vsakdanjih korakih, ki jih naredimo v življenju, primer recimo priprave kosila. Če torej vključiš malenkost raziskovanja, razmišljanja poleg, je lahko na koncu kvaliteta hrane, posledično zdravje, počutje lahko bistveno boljše. Že čisto tak popolnoma navadni življenjski korak, ki ga konec koncev vsak dan neštetokrat naredimo. Hvala, gospod Fijavš. Ja, kaj dosti sicer ni za dodati, oziroma se strinjam, mogoče iz moje smeri oziroma iz mojih nekak dolgih izkušenj. Mogoče včasih glih to pogrešam, vsaj v moji stroki oziroma točno na mojem področju, pomeni neko vezo med
znanstveniki, no, da tako rečem, oziroma dognani in nami gospodarstveniki. Se pravi, je včasih težje priti do podatka, kot je potem na koncu obdelati. Ne. Govorim nekih dognani samih znanstvenikov. Ne. Drugače pa sigurno se strinjam, da kolikor je to pravilno delano, oziroma kolikor se družba okrog pravilno odzove, da to ne more biti drugo pozitivno. Šta Gočeva? Z mojega stališča bi jaz rekla, da vidim raziskovanje predvsem kot nek izobraževalni proces. To gre za dijaško raziskovanje, ki velikokrat ni ne odkrivamo neke zelo velike znanosti, ampak se pa skozi te raziskovanje naloge učimo in se veliko naučimo. Hvala. Pa še doktorica Fulderjeva. Vse sogovorniki so že veliko povedali, moram reči, da se vsemi strinjam, ampak tudi jaz imam pogled v bistvu v smeri, da želim dati znanosti, oziroma pa da je ta znanost, da mora biti čim bolj povezana pa s praktičnim življenjem oziroma življenjem nasploh. In ravno to se mi zdi tudi pomembno, kot je že dr. Veznaričeva povedala, da v bistvu čisto v vsakdanjih opravilih je v bistvu to lahko zelo uporabno, ker to gre v bistvu tudi za način razmišljanja in način pristopanja, delovanja. To se recimo meni zdi zelo pomembno, ker ne glede na to, kaj raziskuješ, ne? Dosti imaš te izkušnje, način razmišljanja, povezovanja stvari, ki ti potem lahko koristi v vsakdanjem življenju. In bom rekla, ti ljudje samo bogatijo okolje, ne? Zelo vredo je, da družba vedno mora biti pestra, ne? Ker nikoli ne sme biti odklona v eno ali drugo smer, to je moje osebno stališče. Ampak zato je pomembno za lokalno skupnost, da bi privabila čim več, bom rekla tudi to vrstne populacije, če mi dovolite, da se na tak način izrazim, ravno zaradi tega, ker poseben pečat to pusti in tudi imajo drugačne zahteve do razvoja lokalne skupnosti. To se mi pa zdi z tega stališča lokalne skupnosti tudi pomembno kot občine, recimo, ki je pač lokalna skupnost neka baza tukaj. Drugo pa je, kar je pomembno pa tudi za gospodarstvo kot tako, jaz sem tudi tehnik po osnovnim izobrazbi in nekako sem pa tudi kot znanstvenik zmeraj pogrešala to. Ne? Pa moram iskreno priznati, da sem zdaj bolj kritična na znanstveni strani, zaradi tega, ker je gospodarstvo nekako želelo, znanost pa ni znala pravilno pristopiti. Jaz sicer mislim, da se zdaj v vseh teh letih, ko sem jaz bolj izven aktivnega dela na tem področju, se to zelo spremenilo, ampak pri tehniki še je pa zdaj postalo v bistvu ena zelo, bom rekla, ena dilema ali pa v bistvu bolj, bom rekla, kar slaba stran je pa to, da je tako znanje zelo pokvarljiva roba postala, ravno v tehniki. Ne. Tehnični razvoj gre tako naprej, da dejansko bi skoraj rekel, končaš fakulteto, mogo ponovno iti v šolo, ker se tako že vse zamenja. Ne. In to je pa tisti, to so pa zopet novi izzivi za znanstvenike, da bodo znali preseči tudi to. Toliko mogoče. Najlepša hvala. Ja, torej znanost, raziskovanje je tudi dirka s časom. Dobro, torej, znanost in raziskovanje se neposredno seveda dotikata tudi znanstvenikov, raziskovalcev, ljudi, ki to dejavnost izvajajo. In zdaj me zanima, kakšna se vam osebno z vašega gledišča zdi podoba znanstvenika v naši, v slovenski družbi. Se vam zdi, da je ta poklic oziroma to delo cenjeno, ali je morda razvrednoteno, morda ste zasledili tudi kaj v medijih, pa mislim, da bo prav, če tukaj začnemo pri gospodih, ki so predstavniki raziskovalcev. Mogoče, gospod Klabjan, vi začnete? Ja, bom jaz začel. Če se ne motim, je prav pred nekaj meseci bil protest pred Moderno galerijo v Ljubljani, kjer so, mislim, če ni to prvič, ampak je prav gotovo zelo redko to, da znanstveniki stopijo skupaj in protestirajo proti temu, da je slovenska vlada v zadnjih letih za 20 na 25% zmanjšala financiranje znanstveno-raziskovalnega dela. In tako da razumete, da tukaj gre strani nekih vlad, ne bomo rekel ene vlade, ker to je
konstantno v zadnjih letih vlaganje v znanost zmanjšalo, kar posledično ima seveda tudi svoje posledice na vse splošno gledanje družbe na znanstvenika in na znanstveno raziskovalno delo. To ne more biti naključje, ki pa ni samo, to ne more biti brez posledic, ki pa ni samo slovenska hiba, če tako rečem, glede na to, da sem malo po celi Evropi vidim in tudi izven nje, da je znanstveno delo tukaj v marsikje pododavno kot v družbi. Je pa spet tukaj so gre za neke razlike v znanosti, kjer so nekatere discipline recimo bolj pod udarom kot druge. In tu mislim, zdaj pač kot predstavnik humanistike, ne zato pač, da bi se ne pač postavljal v vlogo žrtve, to daleč od tega, ampak se mi zdi, da v zadnjih desetletjih je prav to, da dajmo tako rekovaje, neuporabna znanost, kot se jo večkrat definira, še toliko bolj nekako potisne na obrob. Najlepša hvala. Dr. Pirc, kaj pa vi menite? Jaz sem tudi iz tega področja humanistike in bi se strinjal deloma, recimo. Ne v celoti, moje izkušnje so dokaj pozitivne z raznimi razpisi in projekti in institucijami, predvsem v tujini, v Sloveniji niti ne tako, ampak mislim, da ni to zdaj nek obči splošni sentiment ali pa neko javno mnenje, ampak je bolj politična volja, ki se pač naši skupnosti, ki je dokaj majhna, lažje opre oziroma je lažje podfinancira kot pa kakšne druge večje ali pa vidnejše, torej bolj ospredne panoge ali pa dele družbe. Tako da se mi zdi, da mogoče ni zadeva nujno tako črna ali težka, da bi se prav zatiralo znanost ali se ji odvzemalo neko mesto sogovornika v javnih zadevah, ampak gre pač za taktiziranje na nek način tam, kjer lahko, pa dajmo mogoče malo privačujo. Najlepša hvala. Medtem, ko če sem lahko dodam, kar se tiče nivoja na Evropski uniji, je predvsej več sredstev namenjenih za znanost in za raziskovalno dejavnost, pa tudi za prenos in aplikacijo znanstvenih dognanj v recimo gospodarstvo ali na nekatera druga družbena področja. Najlepša hvala. Ja. Gospod Kustec? Mogoče bi se samo malo navezal. Res je, danes so taki časi, ko, kot pravi gospod, so tisti neuporabni oziroma negospodarni in tako, kar mislim, da je globoko narobe. Namreč družba, to je podobno, kot je sedaj v Sloveniji ne gonja, ampak samo gremo v poklicno strokovne šole, kar je prav gotovo prav. Ampak ne samo v to, ker si pa res ne predstavljam nekega, kaj jaz vem, bodočega intelektualca, ki bo prešel po nekih poteh, kjer ne bo dobil široke temeljne izobrazbe, kot jo daje gimnazija. Zdaj, kar se pa tiče nekih odmevov oziroma položaja v družbi, jaz se ne bom tu navezoval na neko malo večjo znanost, ampak na tisto, ki se dogaja na naši gimnaziji. To, da bi mi prišli, ko smo po zaslugi vas, pa vseh mentorjev, mentoric, nekako osvojili toliko zlatih pa srebrnih priznanj na državnem tekmovanju iz raziskovalnih nalog in potem na koncu osvojili tudi, mislim, da 5 Krkinih priznanj letos. Mi smo prišli ne na 5, niti ne na zadnjo stran nekih lokalnih časopisov. In to je tisto, kar me res, moram reči, jezi neizmerno.
Prej se znajdemo v nekih, jaz sem ravno videl v mediju, v Delu je omenjeno, kolegica mi je poslala, je tudi omenjen Ljutomer in je navedeno, kaj bo vse se tukaj dogajalo. Odraz vsega tega se vidi tukaj, da ni niti enega pomurskega novinarja tukaj. To pa je tisto žalostno, kar pa mene, moram reči, res postanem besen, ko okrog te stvari. Ne zaradi šole, ampak zaradi tistih, ki so vložili veliko energije, morali ste se veliko dodatno pripravljati, vložili neki trud in na koncu vam družba daje, neke ustanove vam da neko priznanje, formalno, takšno, drugačno. V lokalnem sredini pa se to sploh ne pozna, oziroma niti ne prepoznamo, da se je karkoli zgodilo. Najlepša hvala, ja. Pa, doktorica Fulderjeva, kaj vi menite? Ja, jaz bi predvsem se mogoče navezala na besede gospoda ravnatelja, ne, in ravno to sem jaz tudi poudarila, ne, da v bistvu, ko berem, večinoma berem, mogoče še v inštitutu Jožefa Štefana, drugače pa berem o tem, kdo je preplonkal kako doktorsko ali pa drugo znanstveno nalogo. In to, recimo, to je tisto, kar potem resnično daje slabe informacije in zopet potem se naredi madež nad, bom rekla, nad celotno znanost in vsem tistimi, ampak to je mogoče, veste, v promila celega, ampak pa se posploši. Ampak mi pač imamo radi, ker očitno to še ljudje radi berejo, ampak to mi je resnično žal, ne, to bi absolutno se strinjala. Bi pa še tudi eno stvar povedala, da smo mi tudi od samosvojitve dalje, se mi zdi, padamo nenehne v ene ekstreme, ne. Najprej se tudi jaz osebno spomnim, pa sem se bila malo še v stari Jugoslaviji, v osnovni šoli, gremo vsi v gimnazije, ki smo imeli recimo odlično oceno, tudi ni bilo v redu, zdaj pa se poudarja samo poklicna izobrazba, ne. Se pravi, ves čas imamo ene ekstreme. Namesto, da bi si recimo tudi v šolskem izobraževalnem sistemu, ki je vseeno neka matica, nekako zadali cilj, ne, da dejansko pokrijemo čisto vsa področja, ker jih v bistvu tudi življenje potrebujemo in da bi jim dali tisto vrednost pa ceno, ki jo ne glede ali si čistilec ali si vrhunski znanstvenik, na koncu rabimo čisto vse. Ne, in to je res, smo pa razvrednotili smo pa vse, ne samo znanstvenika, tudi čisto navadno delo, ki je res potrebno. To je moje mnenje glede tega. Ja, najlepša hvala. Kolegica Godčeva. Jaz se bom tudi navezala na ravnatelja. Pa najprej, ves čas mi hodi po glavi to primerjava šport in znanost. Športa so polni časopisi, televizija, ves čas. To, da imamo tudi olimpijado iz kemije, fizike, biologije, se skoraj da ne ve. To sicer zdaj ni lokalni nivo, v slovenskem merilu. Zelo uspešni so naši dijaki in študenti na teh olimpijadah, pa zasledimo verjetno tisti, ki smo bolj za to stroko povezani. Na samem srednješolskem nivoju pa raziskovalne naloge po moje področje, kjer je najtežje priti do priznanja. Marsikaj drugega je veliko lažje, zato ker je prvič precej velika konkurenca, priznanj se podeljuje malo. Zdaj, naprimer, ta Krka je ena od gospodarstva, kjer so začeli to, recimo, svoj razpis, kjer pa je to omejeno seveda na določena področja, ki so za Krko zanimiva. Pa bi bilo, če bi bilo takšnih podjetij, ki bi to spodbujala na tak način še kaj več. Najlepša hvala. Gospod Firoš, podoba znanstvenika. Ja. Na toliko stvari bi se zdaj mogel navezati, da niti več ne vem na kero. To je pa težava tistih, ki pridejo na koncu na vrsto, ja? Tako da bom na kratko se z vsakim, bom rekel, pomalo strinjam. Mogoče bi se navezal na dr. Fulderjevo. Se pravi, ne samo srednje šole, tudi univerze. Danes recimo je pisana en ekonomski faks v Mariboru letno 400 študentov v SI in UNI skupaj, kar je
dosti preveč. In tudi to so ene stvari, ki bi se pač mogle nekaj strani države verjetno urediti. Se pravi, rabimo toliko ekonomistov, toliko je lahko študirati. Ker na vse zadnje vsi plačujemo te študije, ker so brezplačni. Kaj se pa tiče, ne vem, financiranja znanstva. Zdaj, jaz imam tu zelo oski pogled, verjetno niti nimam kaj dosti informacij. Lahko pa povem, kaj se tiče financiranja raziskovanja v gospodarstvu, se mi pa zdi napram ostalim možnosti financiranja, da je tega kar precej. Govorim o nekih javnih razpisih za nepovratne sredstva in podobno, se pravi raziskovalne dejavnosti se kar precej v gospodarstvu spodbujajo, sploh v Pomurju, medtem ko recimo kakšna nepovratna sredstva za nepremičnine in podobne so že davno out. Tako da največ, kar se še spodbuja, je raziskovanje. Tako da to je neka mogoče pozitivna smer. Najlepša hvala. Pa doktorica Meznaričeva. Ja, če začnem samo s čisto z spodnjim delom, recimo za čisto navadno raziskovalno nalogo. Koliko dela, koliko truda, koliko časa je vloženega tukaj zadaj, tako pri dijakih kot pri mentorjih. In če se potem navežem naprej, da priješ do neke višje stopnje in si pridobiš morda takšni višji znanstvenih naziv. Tudi tu je vloženega ogromno dela. In po drugi strani, če pogledamo, koliko migracije imamo strani teh najviše izobraženih kadrov v Sloveniji, v druge države, mislim, da je to tista prava slika, ki nam nekako pove, da se treba ustaviti, zamisliti in definitivno dati nekaj več podatkov v tej smeri. Skratka, ni prav oblednotno, bolj ne oblednotno. Najlepša hvala. Če povzamem v barvah, torej stanje ni črno-belo, ni pa tudi rožnato, ne? Tako nekako bi lahko rekli. Zdaj, preden nadaljujemo z naslednjim sklopom, morda tisti, ki morate na avtobus, vam želim prijeten večer. Nasvidenje. Se smo že v bistvu precej pri konci. Ura, moraš nekaj nekaj. Jaz mislim, da bo gledal 8, da bo vsega stvar posnetanja. Kako mi je bilo reči? Ja, pač bi se zvinili, ne pravi. Dobro. Da ne odhaja. Tako, da pa v lepi družinski maniri naprej. Tako, torej, še en problem moramo načeti in sicer etična načela in zloraba. Torej, če vsak pobrska nekako po področju, ki mu je blizu, ali opažate, da na teh področjih prihaja do zlorab znanstvenih spoznanj, ali se vam zdi, da so zadeve etično popolnoma čiste. Morda, če se kdo od vas kar samo glasi, če ima morda kakšne izkušnje v zvezi s tem. Mogoče z področja filozofije. Mogoče, ja. Bi se zdelo, da mogoče na prvi pogled ni nič takšnega za zlorabiti, ampak ne nujno zdaj znanstveno dognanje, ker filozofija težko takšno dognanje producira, ampak kreira ideje, imamo vsi izkušnje z njimi, pogosto izrabljene, zlorabljene za ideologijo. Torej, od filozofije do politike je zelo kratka pot in tu so vedno pasti, ki smo jih recimo skozi spet istočno perspektivo lahko ogromno zaznamo, pa vsi jih živimo. Tako da, ja, brez problema lahko imamo velike probleme. Brez problema imamo lahko velike probleme, tako. Lepo povedano, ja? Bi morda še kdo dodal, mogoče v gospodarstvu, prihaja do zlorab, znanstvenih spoznanj, znanstvenih dognanj? Težko bi zdaj rekel, da bo najboljši primer, ampak mogoče, no.
čisto praktična zadeva. Vsi danes, se pravi, vsak material, vhodni material v naši proizvodnji mora imeti neki certifikat. Se pravi, vsebuje to in po neki klasifikaciji spada ta in ta razred. Nam se zgodi primer, da smo enkrat čisto zaradi ekonomskih razlogov za en poseben projekt zamenjali dobavitelja, kateri je sicer z certifikati nekako dosegal vse te standarde, ampak očitno so ustvarjali neko znanstveno dognanje, s katerim so se uspeli izogniti nekim mejam in tak naprej, oziroma se vključiti v ta prever. In moram reči, da smo sami izdelki imeli ogromno in direktne in indirektne finančne škode. Celo škode. Tako da to je nekaj takega, mogoče. Seveda, čisto praktičen primer, ja. Po papirjih je zadeva bila, tako mora biti, v praksi pa ne. Dejstva so pa bila čisto drugačna. Ja, hvala za ta primer. Še mogoče kdo, kaj na temo zlorab znanosti? Mislim, da je Volkswagen recimo na področju strojništva avtomobilizem mogoče znano zlorabo, ne? Zdaj, ko vemo, zdaj pač ta afera, ko so gotovili, ne, da so izpušni plini čisto drugačne emisije CO2, ne, tako da to se mi zdi taka čista zloraba tudi v industrijske namene, zato da se pač pridobi dobiček, ne, in to se mi zdi, da je nesprejemljivo, ne, in da, ampak to zdaj pač neposredno ne morem reči, da to zdaj pač znanost tista, ampak mislim, da je bila to znanost zlorabljena, ne, to bi rekla, to je tako primer. Hvala, ja. Verjetno do zlorab lažje pride na nekih tehničnih področjih, kot recimo v humanistiki, se mi zdi, ne? Mogoče, če je pa tudi v humanistiki, recimo v moji stroki, v zgodovini, pa tudi problem, recimo, premalo znanosti, v smislu, da že vsak lahko zgodovinar napiše knjigo, zgodovinsko knjigo, kjer pač ne uporablja nekih znanstvenih metod, in to potem nekritično pride v neko branje v družbo. Tako da tu vidim jaz ta problem v svoji stroki, ker je pač že vsak lahko na tem področju strokovnjak, ki pa seveda, če ni uporablja brez strokovnih pristopov, brez strokovnih metod, potem pa... To seveda ni to. To seveda ni to, tako je teh primerjev v Sloveniji. Kar precej, ja. Tako, še mogoče? Kdo kaj želi spregovoriti o tem, ja? Če mogoče jaz dodam, sama zgodovina nas uči, da je ta nit, torej pri etičnem vidiku znanosti je zelo, zelo tanka. In hitro lahko pristopiš in si preko. Ne nazadnje, konec koncev, če pogledamo marsikdaj kakšno krajo, kakšnega dela, članka, doktorske dizertacije velikokratne. Že to so konec koncev taki primeri, ki niso ravno najbolj etični. In so na nek način zloraba. Spet zloraba znanosti. Ali zloraba v znanosti. Dobro, ja. Morda se malo oddaljimo od takih temačnih tem in gremo na projekt, del katerega smo, torej Noč raziskovalcev, s katerim želimo javnosti predstaviti in približati pomen znanosti, pomen raziskovanja. Ste se mogoče sami udeležili katerega od dogodkov? Mislim, da sem celo danes že doživel kolegico, ki je tekala od dogodka do dogodka, ko sva se srečala. Bi mogoče opisali kakšno izkušnjo v zvezi s temi dogodki? Zakaj ste se odločili za dogodek, ki ste ga obiskali? Kaj vas je navdušilo? Bi morda kako spremenili tole popularizacijo znanosti, noč raziskovalcev? Mogoče kolegica Gočeva. Ja, jaz letala sem ter tja, veliko veselje mi je bilo, da smo danes na tem dogodku gostili dve doktorici znanosti, in sicer doktorici kemije, obe moji bivši dijakinji. Ena je imela predavanje za naše dijake četrtih letnikov o
Področje, s katerim se ukvarjate, je področje čiščenja vod, doktorica Jasmina Filipič-Pušnik. Druga doktorica Olivija Plohl, ki pa raziskuje nanodelce, je pa sodelovala na naši razstavi naših raziskovalnih nalog, kjer je dijakom ob razstavi nekoliko predstavila samo raziskovanje, pomen, težave, skratka, da je malo poleg tudi spregovorila. Kot sem rekla, to mi je bilo posebej veliko veselje in tudi v čas, seveda, zelo sem ponosna, da dijaki grejo študirati kemijo in potem pridejo še do doktorata. In bila sem zadolžena, da sodelujem seveda na teh predstavih z njima. Malo k letam, mislim, da je pa pripomoglo še to, da sem imela pulk vmes. Tako, mogoče še kakšen predlog za spremembo, za drugačno izvedbo ali... Jaz mislim, da na tak način morda... Se vam je všeč, tako kot? Ja, morda bi lahko bilo še več aktivnosti, da bi bili dijaki vsi nekako znotraj teh aktivnosti zaposleni, da naj bi bilo punka ta del morda. Drugače pa je fajn. Super, najlepša hvala za vaše mnenje. Še mogoče se kdo udeležil kakšnega od dogodkov, bi z nami delil svojo izkušnjo, svoj vtis? Doktorica Mesneričeva, verjetno ne? No, jaz sem imela eno delavnico oziroma predavanje pravzaprav za naše dijake. In moj osnovni cilj pri tem je bil predvsem ta, da torej to mlado populacijo osvestim, da so invazivke v narave res zelo, zelo velik problem in da bomo imeli z njim iz leta v leto še večje probleme, če se tega res ne bomo zavedali na celi črti tako kot treba. In če mi je pri tem uspelo vsaj kanček, da sem torej pri njih spodbudila torej ta vidik, da to pravzaprav res ni čisto vseeno, kaj se nam dogaja v narave, mislim, da sem dosegla tisti poglavitni cilj na celi črte. No, drugače pa kaj bi morda naredila drugače, če bi imela malo več časa, bi jih popeljala kar na teren, ker spet sem tam praksa vedno pokaže največ, bistveno več kot kakršnakoli beseda, torej slika, živi primerek, to je to. Učenje z izkušnjo. Tako. Ja. Najlepša hvala, ja. Še mogoče bi kdo želel kaj dodati na to temo? Jaz sem bila na Prleški bratvi sicer, ne. Se ko tako pogledam potem tisto potomko stare trte, ki je v bistvu stara 400 let, pa je bila prenešena tudi sem v našo mestno hišo, je to tudi posebna znanost, ne. In ko pogledamo tudi ko narava, koliko recimo pa to, bom rekla, trta kot taka, koliko da skozi različnih situacij se vedno prilagodi, ne. Tudi iz tega se moramo nekaj naučiti, ne. Tako da moram priznati, da sem tudi o tem razmišljala, ko sem pač poslušala vso to zgodbo, ne. Tako da tudi to je po svoje pa ena znanost, ne. Se tudi izdelava dobrega vina je znanost, ne, tukaj na našem področju, prav gotovo, ne. Tako da, ja, hvala vam tudi za vašo izkušnjo. Dobro, če nimate več komentarjev na to, mogoče še vaše osebno mnenje, mislite, da Noč raziskovalcev doseže svoj namen, da dejansko popularizira znanost, spreminja dojemanje znanosti in raziskovanja med širšo publiko, ali gre zgolj za projekt namenjen samemu sebi? Kaj pravite, kaj menite? Mogoče gospod Kustec. Ja, glede na to, da sem pač te dni za medije, predvsem za dva radija dajal neke izjave in poskušal popularizirati to Noč raziskovalcev, zdaj seveda ne v smislu pridite in tako naprej, ampak da se nekako zavedamo, kaj pomeni raziskovanje, kaj pomeni znanost, kot sem že prej rekel, napredek, ne, ker danes se nam velikokrat zgodi, ne, da mogoče z desno roko jemo, dobro, da nekateri tudi z levo to počnejo, z levo pa telefoniramo, ne, in se niti ne zavedamo, da imamo pravzaprav neka vsaka je znanost, ki je nekoč prišla do žlice,
da smo pač nekako znali izkopati rudo, pa predelati vso zadevo v to in danes, ko se nam ta zadeva zdi enostavno samo po sebi umevna. Da pa znanost izredno hitro nekako napreduje v svojih korakih in je verjetno mogoče, kar se bojim, da nas celo na nek način prehiteva. Zdaj ne vem, kako je to v humanistiki, to bi tukaj od kolega želel slišati, ker to je zanimiva zadeva, kako tukaj stvari naprej, ampak kar se tiče tehnika, pa te postane strah. Celo, če ste pred kratkim se zasledil, da so Rusi zdaj uničili Binaja, karkoli se to pomembno, zadnje kemijsko orožje in so ga imeli toliko zalog, da bi menda 10-krat vso človeštvo lahko uničilo. A je potem to znanost, da boš 10-krat uničil sam sebe, se pravi, to je isto kot ko muho špricaš, pa jo ne trufiš, pa 10-krat, tako da še sebe naškodiš. Poskušal sem pač približati, popularizirati, zdaj seveda predvsem v mladih, da se tudi na naši gimnaziji gremo raziskovanje, čeprav kolegici rečete, da je to na tej ravni, ampak to je na tej ravni, in kot si lepo rekla Marija, veliko truda enega in drugega, in to neizmerno cenimo in prav je, da vzgajamo te mlade raziskovalce naprej, kajti verjamem, iz njih se bo izvilo in potem rodilo marsikaj, ki bodo potem to delom nadaljevali. Tako da upam, da mi je v tem mojem delovanju vsaj malo uspelo nekako približati to znanost širši množici. Kako daleč pa je drugo vprašanje. Vse po majhnih korakih hodimo naprej, No, lahko bi še to dodal, dijaki, ki so bili pri eni trgovini, da ne bom delal reklame, so rekli, da je bil izziv neverjetno dober odziv. Z gimnazije se vi pa tam delate in so se kar zanimali, kaj, kako, in so že prišle punce, da pa za drugo leto, bi pa one napravile še to vse dosti boljše. Pravi, deluje stvar. Deluje, očitno deluje. Tako. Še mogoče kdo kaj na to temo, ja? Gospod Fijavš? Jaz bi se mogoče tu navezal. Zdaj, če smo realni, težko je pričakovati, da bo znanost popularna kot, ne vem, futbol, kakršen koli, Tako da, sigurno se mi zdi zelo lepo in podpiram ta projekt in mislim, da če se kakšen izmed vaših dijakov odločil oziroma navdušil za znanost med tem projektom, jaz mislim, da je namen dosežen. Čisto malimi koraki. Se strinjam. Ja, se strinjam. Vse to je tudi naše poslanstvo na nek način, da dodatno od vsega že mislijo. Ja, upam, da jim nismo kaj priskupili. Glede na smejane obraze bi rekla, da ne. Ja, tukaj mogoče lahko tudi kolegici komentirate, torej kakšni so bili odzivi dijakov na samih dejavnostih. No, jaz bi se vam dal glasila toliko, da na koncu, ko smo z enim takim kratkim kvizom preverjali znanje, koliko so si uspeli pri tem zapomniti, se pravi nekako skladiščiti v možgane, je bil na koncu rezultat neverjeten. Obe skupini ste bili skoraj 100% ste vse prepoznali, kar očitno torej so absorbirali. Jaz tudi mislim, da je dogodek zelo dober za naše dijake, oni so bili tudi tukaj večinska publika, od tega, da nekako se spoznajo z raziskovanjem, ki se strinjam, prej smo se strinjali, da je premalo popularizirano, da ga je treba na nek način spraviti v javnost in je fajn, če ti mladi ljudje o tem slišijo. In čisto z njihovega stališča, mi smo zdaj v fazi, ko za letošnje šolsko leto iščemo ideje, razmišljamo o tem, kaj bomo raziskovali
In morda je kdo ob vseh teh predstavitvah, ki so jih imeli, naredil tudi na kakšno idejo, kaj bi lahko raziskoval. Ker na vsak način dogodek, ki ga pozdravljam. Najlepša hvala. Tako, torej, da zaokrožimo tole diskusijo, tole okroglo mizo, še zadnje vprašanje. Torej, ali imate vi osebno kakšne predloge za popularizacijo znanosti in raziskovanja, tudi kot poklica? Kaj osebno mislite, da bi bilo dobro storiti? Kaj osebno mogoče lahko vi storite za to, da bi se kakšen dijak več odločil za delo v znanosti? Pa bi mogoče začeli z dr. Meznaričem, pa potem zaključili pri naših dveh gospodih raziskovalcih. Pa izvolite. Tu sta predvsem, bi jaz izpostavila dve populacije. Prvič kot starši, da svoje otroke že vzgajamo v tej smeri in jih usmerjamo, motiviramo, skratka pri njih spodbudimo željo po raziskovanju, po razmišljanju. No in drugo, kar bi izpostavila, so pa mediji. Če torej v medijih govorimo v smeri pozitivnosti, torej raziskovanja, da je torej to res nekaj vredno, da ima to takšne in takšne dobre koristi iz tega. Prav gotovo je potem tudi ta želja, to vrednotenje, to cenjenje pri mladi populaciji. Najlepša hvala. Ja. Gospod Fijavš? Ja, morda k temu še malo več prakse v tem smislu, da pač praksa je tista, ko lahko navduši mladega raziskovalca oziroma mladega dijaka, da se odloči za to, da bi pa mogoče nekaj on želel razumeti, zakaj se poskus konča na tak način, kot se, čisto laično povedano. Tako da, sicer tudi jaz sem bolj iz prakse, mogoče za to, ampak mislim, da tudi skozi neke poskuse praktične, ne toliko teoretične, se da potem navdušiti mlade, da jih zanima pa tudi še drugi del, da jih pa mogoče to nadgradili. Tako, ja. Gospa Gočeva? Ja, jaz moram priznati, da na šoli se zelo trudimo. Naj omenim, da dva projekta imamo, znanost za mlade in znanost ima mlade. V okviru enega projekta poskušamo nekako prikazati znanost in raziskovanje osnovnošolcem, v okviru drugega projekta vabimo na šolo doktorje znanosti naše bivše dijake. Oba projekta delata v tej smeri popularizacije znanosti in raziskovanja. V lanskem šolskem letu smo prvič izdali raziskovalni reflektor, ker smo predstavili naše raziskovalne naloge. Vse raziskovalne naloge smo posneli, za vse raziskovalne naloge lanske smo posneli tudi kratke intervjuje oziroma predstavitve, ki bodo v letošnjem šolskem letu del naše šolske televizijske oddaje. Tako da jaz mislim, da mi smo tukaj že veliko naredili za podporo našega ravnatelja, ki te stvari zelo podpira in upam samo, da bomo v tej smeri tudi nadaljevali. Z naše strani se pač toliko da narediti. Jaz mislim tako. Ja, najlepša hvala. Doktorica Fulderjeva? Moje osebno mnenje je, da je lahko tudi poleg prej naštetih tudi staršev, mediji, veliko res naredi izobraževalni sistem. Se pravi, šola kot taka, gimnazija, zdaj v tem primeru gimnazija Franca Miklošiča, ravno s tovrstnimi projekti dejansko spodbujajo mlade, da drugače razmišljajo, da drugače dostopajo oziroma se lotijo problemov, bom rekla, reševanja problemov in korak za korakom, in na tak način je potem po mojem to edina prava pot. Da je to mogoče, kot je gospod Fijavš povedal, da je potem tudi nek praktičen rezultat, da potem razumejo celo pot od baze do aplikativne vrednosti tega in to se mi zdi, da je prava pot. Zbujanje radovednosti v bistvu. Ja. Hvala lepa. Gospod Kustec? Ja, prav gotovo ustvarjati radovednost pri teh mladih. Vem, da jim raziskovanje ne napravimo moreče, zato ker je toliko raziskovalnih nalog in naši dijaki se radi odločajo. Če pogledamo na
nekako na procent vseh dijakov. Tisto, kar se včasih malo navznoter, imamo kako diskusijo, jaz pravim, da dijaku je treba dati tudi priložnost, da včasih kaj ne ve, da ni vsaka snov vedno vse mogoče, ker bo prej ali slej vsi vemo, da smo kdaj kaj v življenju zamudili, ampak smo potem tisto morali itak nadoknaditi, po neki drugi poti. In moram reči pa, da z veseljem gledam, ko nekateri dijaki znajo fantastično usklajevati svoje delo z šolskimi obveznosti, tudi z nekimi angažirani na tekmovanjih, pa kakšni raziskovalni dejavnosti in tudi z svojim najstniškim življenjem. Prostim časom. Prostim časom. Najlepša hvala. Dr. Pirc? Ja, jaz bi mogoče dva komentarja dal zraven. Torej, en je, se navizuje na to ravno radovednost, torej kot nekdo, ki razmišlja o tem, o razvojnih potencialih, recimo lokalnega okolja in kaj lahko in kako lahko sploh ljudje k temu prispevamo, ker ljudje smo tisti, ki razvijamo stvari, ne neki procesi, neodvisni od nas. In tu se zdi negovanje radovednosti ključno. Recimo, iz radovednosti pride kreativnost, iz radovednosti pridejo inovacije, inovativne, recimo temu out of the box rešitve. In seveda zato rabimo na drugi strani okolje, ki je sprejemajoče za to. Tukaj vidim recimo en velik manko našega lokalnega okolja, če smem to izpostaviti. In se mi zdi, da bi ravno skozi izobraževanje, seveda ne moremo staviti vse na izobraževanje recimo otrok ali pa mladine, ampak izobraževanje v smislu vseživljenjskega učenja, tudi izobraževanje starejših in staršev teh otrok, ki vzgajajo otroke. In tu se mi zdi, da je nekaj kritičnega se nam dogaja v tem lokalnem okolju. Recimo neki impulzi so, kot recimo današnji dogodki, zagotovo prispevajo k spodbujanju mladih za neko raziskovalno dejavnost, tako da niti ni potrebno biti raziskovalec, lahko si samo radoveden ali pa te zanimajo neke stvari, ki niso utečene ali pa ti položene že v zibko in od takrat jih sprejemaš kot gotove. Drugi komentar pa mogoče gre na tisto sliko, ki jo je prej ravnatelj prikazal od žlice preko rude do telefona. Tu se mi zdi pomembno, da ob popularizaciji znanosti izpostavljamo tudi ali pa poudarjamo pomen odgovornosti v znanosti. Ker če nam ta pot, ki je sicer izjemna in nam je zelo, zelo olajšala življenja, po eni strani, nam po drugi strani ga greni, dela stresnega in lahko voli v pogubo. In se mi zdi, da skladno s popularizacijo moramo razmišljati tudi o tem, da ozavestimo tako recimo sami sebe, torej recimo neko znanstveno skupnost, potem tiste, ki prenašajo znanost na mlajše, torej izobraževalno skupnost oziroma pedagoge in potem tudi neko splošno populacijo o tem, da z novimi rešitvami, z novimi aplikacijami, znanstvenih dognanj prihajajo tudi nove vse večje odgovornosti, ki jih imamo do sebe, primarno, sekundarno pa seveda tudi do ostalih in okolja. Najlepša hvala. In dr. Klabija? Ja, jaz bom tudi imel nekako dva komentarja. Eno v smislu, prvi komentar v smislu tega, da se mi zdi zelo pomembno, da znanost ostane, tudi da si večkrat se s tem izrazom polnimo usta, recimo multidisciplinarna ali pa interdisciplinarna, ampak mislim, da v tej smeri moramo nekako delovati, da se discipline med seboj povezujejo, od tehnike do humanistike in znotraj samih seveda teh disciplin. Večkrat je to so samo lepe želje in to potem v prakso konkretno spraviti je seveda težje, ampak se mi zdi, da bomo od tega vsi imeli korist, če bodo nekatere, humanistične discipline bolj praktične in recimo tehnične bodo na nek način
šle, kot je povedal kolega out of the box, v bistvu razmišljati izven teh utečenih okvirov in to je prav tako humanistika nekako omogoča razmišljati izven nekih ustaljenih okvirov. Mislim, to je kar nekaj primerov. Jaz imam kolegico, ki sta skupaj študirala recimo v Trstu z diplomo, ona je diplomirala iz zgodovine, potem postala izmed glavnih v podjetju Siemens, recimo. Ne. To vidim, ali pa podobno izkušnjo ena kolegica filozofijo študirala in potem postala ena izmed vodilnih, druga največje firme na svetu, ki se ukvarja s turizmom in luksuznimi hoteli. Skratka, tu mislim gre za en kupenih primerov in verjamem, verjetno najbolj znan primer je najuspešnejši podjetnik v zadnjih, mogoče zgodovini, kaj se Steve Jobs, ni študiral filozofije, če se jaz ne moram. Ja, študiral filozofijo, ne. Ker mislim, to je tisti primeri, ki se mi zdi, da kažejo, kako je mogoče uskladiti vse te discipline, recimo, in potem imeti neke konkretne rezultate od tega. Skratka, tu se mi zdi eno sodelovanje, ki je nujno in zelo dobrodošlo. Mogoče še drugi komentar za zaključek. To, da naj ne bo, in se nekako navezujete na prejšnje vprašanja, naj ne bo noč raziskovalcev kot ne muha in odnevnica, če se malo poigram z besedami, ampak da bo to, če bo to neko kontinuirano delo, in kot vidim, tukaj se na gimnaziji v Ljutomeru to dejansko dogaja, mislim, da bo to dejansko imelo nek učinek, vsaj dolgoročni, in zato verjamem, da bo to imelo svoj uspeh. Najlepša hvala. Mislim, da ste zelo lepo zaključili naš nocojšnji pogovor, dr. Klabijan. Torej, draga publika, najlepša hvala, da ste zdržali z nami do konca. Cenjeni gostje, najlepša hvala, da ste se nocoj pogovarjali z mano o znanosti in raziskovanju. Tukaj naprej vas vabim, da morda še čisto neuradno pokramljamo skupaj o znanosti, raziskovanju in še čem. Najlepša hvala, torej, lep večer.